To je oddaja na Coinov, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. Živijo, David. Stane, živa. Kaj pa danes delava? Danes pa bereva, Kva? A skoka ponavadi? tako kot ponavadi. Skripto, Okej. ki nam jo napišejo. Ja. Ne, Kaj pa danes bo prebrala Bitcoin White Paper ali bela knjiga Bitcoina ali pravila oziroma Zakaj je Bitcoin? Čem je boljš? razlaga Bitcoin sistema, ki ga je podal Satoshi Nakamoto in ga je izdal 31. oktobra 2008 z namenom, da pojasni, kaj si je zamislil. Ok, in tisti, ki so to prebrali zgodaj in razumeli, so bili ta pravi, ne? Oni ta prvi. Mi smo pa še zmeraj to beremo zdaj, ne ta prvič. Ja. No, moramo vedeti, da je to osnova, ki je bila do danes nadgrajena, ki je bila do danes, ne da je bila spremenjena, ampak ki je bilo dodano mnogo nekih funkcionalnosti, ampak prebrala ga bova zato, da bo imel kdorkoli v Sloveniji, kadarkoli možnost to poslušati, če nima časa prebirati. Ja, kje ga drugače lahko tudi najdejo? Najdejo ga lahko na www.bitcoin.si in na bitcoin.org pod slovenščino. Tam imajo pa tudi še mnogo drugih jezikov, če naj slučajno kakšen Filipinc ali pa Malezic posluša ali pa kaj takega. Te so številčni. Ja, ena Filipinka je ziher v Sloveniji, ki zna slovensko. Mogoče bi pa ona hotela v svojem jeziku. A se bo potrudila do naslednjič. No, deva se najprej v slovenščini, pa naprej videla. Bitcoin, elektronski gotovinski sistem enakovrednih partnerjev. Satoshi Nakamoto. Prevedeno v slovenščino z bitcoin.org, Bitcoin društvo Slovenije. Izvleček. Različica elektronskega denarja, ki bi delovala izključno v mrežu enakovrednih partnerjev, bi omogočila pošiljanje spletnih plačil neposredno od enega do drugega uporabnika brez posredovanja finančne inštitucije. Del rešitve predstavljajo digitalni podpisi, vendar pa se glavne koristi teh izgubijo, če je za preprečevanje dvojne porabe še vedno potrebna zaupanja vredna tretja oseba. Kot rešitev problema dvojne porabe predlagamo uporabo omrežja vsak z vsakim, peer-to-peer. To omrežje označuje transakcije s časovnimi žigi tako, da jih zgoščuje v tekočo verigo dokazov o delu, pri čemer dokaz o delu temelji na tovrstnem zgoščevanju. Tako oblikuje zapis, ki ga ni možno spremeniti brez ponovne izvedbe dokaza o delu. Najdaljša veriga ne služi le kot dokaz zaporedja pričujočih dogodkov, ampak tudi dokazuje, da izvira iz največjega bazena procesorske moči. Vse dokler večina računske moči nadzorujejo vozlišča, ki ne sodelujejo z namenom, da bi napadla omrežje, bodo ta tvorila najdaljšo verigo in prehitevala napadalce. Samo omrežje potrebuje minimalno strukturo. Sporočila se posredujejo po najboljših močeh. Vozlišča lahko po želji zapustijo in se ponovno pridružijo omrežju, pri čemer se kot dokaz tega, kaj se je zgodilo v času njihove odsotnosti, sprejme najdaljša veriga dokazov o delu. Prva točka. Uvod. Poslovanje na internetu se zdaj že skoraj izključno zanaša na finančne institucije, ki pri obdelavi elektronskih plačil služijo kot zaupanja vredne tretje osebe. Sistem sicer za večino transakcij deluje dovolj dobro, vendar ima še vedno pomanjkljivosti, ki so neločljivo povezane z modelom, ki temelji na zaupanju. Popolnoma nepovratne transakcije v resnici niso možne, saj se finančne institucije ne morejo izogniti posredovanju pri sporih. Stroški posredovanja povečujejo transakcijske stroške, kar v praksi omejuje minimalno velikost transakcije in tako onemogoča majhne priložnostne transakcije. Stroški so zaradi izgube zmožnosti izvajanja nepovratnih plačil za nepovratne storitve še obširnejši. Z možnostjo razveljavitve se namreč krepi potreba po zaupanju. Trgovci morajo tako biti nezaupljivi do svojih strank in od njih zahtevati več informacij, kot bi jih sicer potrebovali. Določen odstotek goljufij je sprejet kot neizogiben. Tem stroškom in plačilnim negotovostim se je mogoče izogniti z medosebno uporabo fizične valute
vendar pa ni mehanizma za plačevanje prek komunikacijskih kanalov, ki bi obstajal brez zaupanja vredne tretje osebe. Potreben je elektronski plačilni sistem, ki bi namesto na zaupanju temeljil na kriptografskem dokazovanju. Ta bi omogočal, da bi lahko katerikoli dve osebi, ki bi to želeli, neposredno upravljali transakcije med seboj in sicer brez potrebe po zaupanja vredni tretji osebi. Transakcije, ki jih ni praktično računsko razveljaviti, bi zaščitili prodajalce pred goljufijami, za zaščito kupcev pa bi zlahka vpeljali mehanizme rutinskih pologov. V tem članku predlagamo rešitev problema dvojne porabe z uporabo strežnika časovnih žigov, porazdeljenega v sistem enakovrednih partnerjev, s čimer se ustvari računski dokaz o časovnem vrstnem redu transakcij. Sistem je varen, dokler poštena vozlišča skupno nadzorujejo več procesorske moči kot katerakoli skupina sodelujočih vozlišč napadalcev. On predlaga rešitev, prvič, da iz plačilnega omrežja odmaknemo tiste, ki jim moramo zaupati. Se pravi, to so banke ali neki posredniki, ki lahko v vsakem primeru vplivajo na transakcijo. Trenutno to tako deluje, da vsi ti posredniki vodijo vse te zapise. Se pravi, oni so tisti, ki določajo, ali ta transakcija se sploh zgodi, ali je pravilna, ni pravilna, jo povrnejo. Se pravi, oni lahko transakcijo zavrnejo, lahko blokirajo tvoj račun. Lahko si neko visoko provizijo obračunajo, pa ti prav kaj veliko ne more za to. In ja, lahko transakcijo enostavno razveljavijo. In on reče, zakaj pa ne bi umaknili posrednike in prenašali denar, ne samo za normalne transakcije, ampak za mikroplačila, ki pa trenutni sistem absolutno ni primeren. No in on predlaga v tem white paperju rešitev. Sicer plačila direktno od mene do tebe. Greva naprej na transakcije. Drugič, transakcije. Elektronski kovanec definiramo kot verigo digitalnih podpisov. Vsak lastnik pošlje kovanec naslednjemu z digitalnim podpisovanjem zgoščene vrednosti prejšnje transakcije in javnega ključa naslednjega lastnika, kar nato doda na konec kovanca. Prejemnik plačila lahko verificira podpise, da bi preveril verigo lastništva. Poglejte shemo na strani 2. Problem je seveda v tem, ker prejemnik plačila ne more potrditi, da eden od lastnikov ni kovanca porabil dvakrat. Običajna rešitev bi bila vpeljava zaupanja vrednega centralnega organa ali kovnice, ki pri vseh transakcijah preveri, da ne gre za dvojno porabo. Po vsaki transakciji se mora kovanec vrniti kovnici, da ta nato izda novega. Samo pri tistih, ki so izdani neposredno strani kovnice, je moč zaupati, da niso bili dvakrat porabljeni. Problem pri tej rešitvi je, da je usoda celotnega denarnega sistema odvisna od podjetja, ki upravlja kovnico, ter da je treba vsako transakcijo izvesti preko le-tega, tako kot pri banki. Potrebujemo način, da bo prejemnik plačila lahko prepričan, da prejšnji lastniki niso podpisali nobene predhodne transakcije. Za naše namene je pomembna zgolj prva transakcija, zato nas poznejši poskusi dvojne porabe ne zanimajo. Edini način, da se potrdi odsotnost neke transakcije, je, da smo seznanjeni z vsemi. V modelu, ki bazira na kovnici, je bila kovnica tista, ki je bila seznanjena z vsemi transakcijami in odločala o tem, katera je prišla prva. Da bi to dosegli brez zaupanja vredne tretje osebe, morajo biti transakcije javno objavljene. Zato potrebujemo sistem, v katerem se udeleženci strinjajo z enotno zgodovino vrstnega reda, po katerem so bile te sprejete. Prejemnik potrebuje dokaz, da se je v trenutku vsake izmed njih večina vozlišč strinjala, da je bila ta transakcija prva. Torej, zdaj smo obdelali, kako izgleda Bitcoin plačilo. Bitcoini se ne shranjujejo kot datoteke. Elektronski kovanec je le niz nekih preverjenih podpisov, ki se nabirajo, ko se lastništvo spreminja. Sam ta podpis samo dokazuje, kdo je trenutni lastnik kovanca, ne more pa preprečiti dvojne porabe. Če hočemo to preprečiti, moramo imeti omrežje, ki uporablja zaupanje vrednega posrednika, kar nočemo, ali pa kriptografsko časovno žigosanje, da zagotovi soglasje v zgodovini in o vrstnem redu teh transakcij. Prejemnik rabi zagotovilo, da je bil on tisti, ki je bil prvi, ki je prejel transakcijo, in tu nastopi ta veriga blokov, ki jo danes imenujemo blockchain,
pa v začetku jo je Satoshi imenoval time chain. In ona je evidenca plačil, ki je nihče ne more ponarediti. Veljaven vrstni red vseh transakcij v omrežju mora biti javno objavljen, kar nam je danes samoumevno, in tako lahko vsak ve, kaj je veljavno in kaj ne. In zato mora imeti omrežje vzpostavljen dogovor o pravilih, ki določajo, kaj je veljavno in kaj ne. Tretjič. Strežnik časovnih žigov. Rešitev, ki jo predlagamo, se začne pri strežniku časovnih žigov. Strežnik časovnih žigov bi deloval tako, da bi vzel zgoščeno vrednost bloka elementov, ki bi jih označili s časovnim žigom, izračunano zgoščeno vrednost pa javno objavili, kot na primer v časopisu ali na Usenetu. Časovni žig torej dokazuje, da so podatki v času žiga obstajali, kar je povsem očitno in zato so lahko bili vključeni v zgoščeno vrednost. Vsak časovni žig v svoji zgoščeni vrednosti vključuje prejšnjega, kar tvori verigo, kjer z vsakim naslednjim dodanim časovnim žigom le še ojača tiste pred njim. Oglejte si shemo na strani 3. Se pravi, Satoshi razlaga, kako v Bitcoin sistemu dokazujemo vrstni red transakcij, brez potrebe, da bi imeli neko centralno Entiteto. entiteto. Ja. Glavna ideja, se pravi, Bitcoin nima strežnika, nima enega strežnika, ampak ima 1000 računalnikov, 10.000 računalnikov po svetu, se pravi, računalnik rečemo vozlišče. Vsako vozlišče hrani kopijo vseh transakcij in blokov. Te transakcije se pravi se združijo v blok, ti bloki pa se pol povezujejo en z drugim, oziroma se nalagajo en na drugega. In preden je blok sprejet, se mu doda časovni žig. Ta žig je dokaz, da je bil ustvarjen v določenem trenutku. Vsak žig vsebuje podatek o prejšnjem bloku in zato, ko se v bistvu en blok nalaga na drugega in nastane tako imenovana blockchain. Ker vsi te računalniki prejemajo isti časovni žig, vsi soglašajo o zaporedju blokov, se pravi, vsi soglašajo o tem, katere transakcije so se zgodile. Če želimo spremeniti en sam blok, bi pomenilo, da moramo spremeniti časovne žige, ki so se zgodili za njim, kar je pa praktično nemogoče oziroma zahteva veliko količino energije. Četrtič, dokaz o delu. Za implementacijo porazdeljenega strežnika časovnih žigov na osnovi omrežja enakovrednih partnerjev bomo bolj kot objave v časopisu ali na Usenetu potrebovali sistem z dokazom o delu, ki je podoben sistemu Hashcash Adama Becka. Dokaz o delu vključuje iskanje vrednosti, kjer se, ko je zgoščena, na primer zgoščevalno funkcijo SHA-256, začne z določenim številom ničelnih bitov. Povprečno zahtevano delo je eksponentno glede na število zahtevanih ničelnih bitov in ga je moč preveriti z izvedbo ene zgoščevalne funkcije. Za naš strežnik časovnih žigov izvajamo dokaz o delu s povečevanjem števca v bloku, dokler ni najdena vrednost, ki zgoščeni vrednosti bloka vrne zahtevano število ničelnih bitov. Ko je procesorska moč porabljena tako, da zadošča dokazu o delu, blok ne more biti spremenjen brez ponovitve dela. Ker so naslednji bloki s tem povezani v verigo, bi delo za spremembo tega vključevalo ponovno delo na vseh kasnejših blokih. Poglejte si shemo na strani 3. Dokaz o delu rešuje tudi problem določanja zastopanosti pri večinskem odločanju. Če bi se to izvajalo tako, da bi en IP naslov štel za en glas, bi ga lahko spodkopaval kdorkoli, ki lahko pridobi več IP naslovov. Dokaz o delu pravzaprav pomeni en procesor za en glas. Večinsko odločitev zastopa najdaljša veriga, pri kateri je bilo v dokaz o delu vloženega največ truda. Če je večina procesorske moči pod nadzorom poštenih vozlišč, bo poštena veriga rasla najhitreje in prehitela vse konkurenčne verige. Za spremembo prejšnjega bloka bi moral napadalec ponoviti dokaz o delu na tem in vseh blokih za njim, nato pa še dohiteti in prehiteti delo poštenih vozlišč. V nadaljevanju bomo pokazali, da se verjetnost dohitevanja strani počasnejšega napadalca eksponentno zmanjšuje, ko se dodajajo naslednji bloki.
Da bi kompenzirali naraščajočo hitrost strojne opreme in spreminjajoče se zanimanje za poganjanje vozlišč skozi čas, se težavnost za dokaz o delu določa s tekočim povprečjem, ki cilja povprečno število blokov na uro. Če so ti generirani prehitro, se težavnost poveča. Se pravi, Satoshi je predlagal časovno žigosanje podatkov. Bitcoin to izvaja s porazdeljenim omrežnim računalnikom, ki skupaj vodijo zgodovino transakcij. Uporabljajo Proof of Work sistem, v katerem računalniki rešujejo kriptografsko nalogo in iščejo ustrezno rešitev, da ustvarijo nov blok. Ko najdejo pravi hash po določenih pravilih, ga rudar objavi omrežju in blok je dodan v ta blockchain. Nobenega bloka ni mogoče spreminjati, razen če se celoten Proof of Work ponovno izvede od začetka. Če se bloki ustvarjajo prehitro, Bitcoin poveča težavnost, da ostane povprečen čas bloka približno 10 minut, to nam je danes kar nekako samoumevno. Veljavna veriga pa je tista, v katero je bilo vloženo največ računske moči, ali najdaljša veriga, ki jo omrežje sprejme kot pravo. Mogoče še ena zadeva, ko reče, da se povečuje procesorska moč in s tem mora tudi se prilagajati zahtevnost rudarjenja, se pravi težavnost, dajmo reči, matematične enačbe. In sicer, ko se povečuje težavnost, je na začetku rezultata se dodajajo ničle. Se pravi, več kaj ničel, težji je najti rezultat. Manjša je verjetnost, da najdeš rezultat. Ja, in ukolikor se ti rudarji izklapljajo iz omrežja, se sistem samodejno olajša, se pravi, je težavnost nižja, torej je pred rezultatom manj ničel. Tudi to obstaja, ker mora obstajati v obe smeri sprememba težavnosti. 5. Omrežje. Koraki za poganjanje omrežja so: prvič, nove transakcije se oddajajo vsem vozliščem. Drugič, vsako vozlišče nove transakcije zbira v blok. Tretjič, vsako vozlišče si prizadeva poiskati zahtevan dokaz o delu za svoj blok. Četrtič, ko vozlišče najde dokaz o delu, odda blok vsem vozliščem. 5. Vozlišča sprejmejo blok le, če so vse transakcije v njem veljavne in niso že porabljene. 6. Vozlišča izrazijo svoje sprejemanje bloka z delom na tem, da bi ustvarili naslednji blok v verigi, pri čemer uporabljajo zgoščeno vrednost sprejetega bloka kot predhodno zgoščeno vrednost. Vozlišča vedno obravnavajo najdaljšo verigo kot pravilno in bodo nadaljevala z delom na tem, da bi jo podaljšala. Če dve vozlišči hkrati oddata dve različni verziji naslednjega bloka, lahko nekatera vozlišča najprej prejmejo eno ali drugo. V tem primeru delajo na prvi, ki so jo prejela, drugo vejo pa shranijo za primer, če ta postane daljša. Neodločen izid bo prekinjen, ko se najde naslednji dokaz o delu in ena veja postane daljša. Vozlišča, ki so delala na krajši, bodo nato preklopila na daljšo. Ni nujno, da oddane nove transakcije dosežejo vsa vozlišča. Vse dokler dosežejo dosti vozlišč, bodo kmalu prišle v blok. Oddajanje blokov je odporno tudi na izpuščena sporočila. Če vozlišče ne prejme bloka, ga bo zahtevalo naknadno, ko prejme naslednji blok in ugotovi, da je enega zgrešilo. Čeprav on govori o tem, kako se v bistvu v omrežju pogovarjajo strežniki, računalniki, po določenih pravilih. In naprimer, ko nekdo pošle transakcijo, se ta razpošle po omrežju. Mislim, da je en node razpošljen na 6, če se ne motim ostalih, in potem seveda naprej vsak izmed teh na 6 novih. Te računalniki se pravi zberejo, oziroma vozlišča zberejo nove transakcije v blok in poskušajo najti rešitev. To je ta proof of work, ki ga morajo narediti, da lahko blok postane del blokovne verige. Ko rudar najde rešitev, ta blok objavi omrežju. Omrežje pa preveri, ali so transakcije veljavne, a ni bila katera že porabljena, in pa a hashi bloka ustrezajo zahtevam. Se pravi, da ustrezajo zgodovini. Veljavne bloke pol dodajo v svojo kopijo blokovne verige. Če se hkrati pojavita dva različna bloka,
tem govori, se pravi 2 veji blockchaina, omrežje začasno deluje tako, da v bistvu obstajata obe. Ampak ko ena postane daljša, se pravi se najde naslednji blok na eni strani, jo vozlišča sprejmejo kot pravilno in tista, ki so prej delala na drugi veji, se pač prilagodijo, kaj je pravilna zgodovina transakcij. Če kakšno vozlišče blok izpusti, ga samodejno zahteva, ko pride nazaj v omrežje od drugih vozlišč. Torej, zapomniti si moramo, da se Bitcoin omrežje vedno odloči za najdaljšo verigo, tisto z največ upravljenega dela, in to pravilo zagotavlja soglasje v omrežju brez centralnega nadzora. 6. Spodbuda. V skladu z dogovorom je prva transakcija v bloku posebna, saj ustvari nov kovanec, ki pripada kreatorju bloka. Tako se spodbuja vozlišča, da podpirajo omrežje. Obenem se s tem ustvari tudi način, s katerim se na začetku razdeli kovance v obtok, saj ni centralnega organa, ki bi jih izdajal. Redno dodajanje konstantne količine novih kovancev je primerljivo s porabo surovin zlatokopov z namenom dodajanja zlata v obtok. V našem primeru pa gre za porabo računskega časa in električne energije. Spodbudo se lahko financira tudi s pomočjo transakcijskih stroškov. Če je izhodna vrednost transakcije manjša od vhodne, razliko predstavlja strošek, ki je dodan k vrednosti spodbude bloka, ki vsebuje transakcijo. Ko vnaprej določena količina kovancev vstopi v obtok, je lahko spodbuda v celoti sestavljena iz transakcijskih stroškov in tako postane popolnoma brez inflacije. Spodbuda lahko pomaga motivirati vozlišča, da ostajajo poštena. Če je pohlepen napadalec sposoben zbrati več računske moči od vseh poštenih vozlišč, lahko to moč uporabi za to, da ogoljufa ljudi in ukrade nazaj svoja plačila ali pa z njo ustvari nove kovance. Izkaže se, da se mu bolj splača igrati po pravilih, takšnih, ki mu dajo več novih kovancev, kot pa vsem drugim skupaj, kot pa spodkopavati sistem in veljavnost lastnega bogastva. Se pravi, Satoshi v Bitcoin vgradil nagrade, da bi motiviral računalnike, minerje, rudarje, da sodelujejo v omrežju. Se pravi, rudar, ki prvi ustvari blok, prejme nove bitcoine, ta Coinbase, in še nekaj bitcoinov, ki jih je zaslužil za transakcijske provizije uporabnikov, to, kar mi plačamo za transakcijo. Ko bodo v toku vsi bitcoini, ko bodo vsi narudarjeni, bodo te provizije edina nagrada za rudarje, torej motivacija bo vedno obstajala. Goljufanje Bitcoin omrežja bi zahtevalo ogromno računske moči in se to rudarjem praviloma ne splača, bolj donosno je biti pošten rudar in ne napadati omrežja. Bitcoin omrežje ne vodi nobena oseba ali pa firma, torej upravljajo ga tisoče rudarjev in neodvisnih vozlišč, torej nodov po celem svetu. Glavno sporočilo v bistvu je, Bitcoin nagrajuje pošteno vedenje. Napad je dražji in manj dobičkonosen kot sodelovanje. Mogoče samo še ena stvar, kdo pa določa transakcijske, se pravi provizije, spodbude? To je prosti trg. Mi določamo, uporabniki določamo, koliko želimo prispevati in se s tem uvrščamo v različne bloke. Več kot daš, prej si na vrst zapadaš v prvi blok, tako. 7. Ohranjanje prostora na disku. Ko je zadnja transakcija v kovancu zakopana pod dovolj bloki, lahko porabljene transakcije pred njo zavržemo, da prihranimo prostor na disku. Da bi to olajšali, ne da poškodujemo zgoščeno vrednost bloka, so transakcije zgoščene v Merklovo drevo, s čimer je v zgoščeni vrednosti bloka vključen le korenski del drevesa. Starejše bloke lahko na to zgostimo tako, da odstranimo veje drevesa. Notranjih zgoščenih vrednosti ni treba shranjevati. Oglejte si shemo na strani 5. Glava bloka brez transakcij bi bila velika približno 80 bajtov. Če predpostavimo, da se bloki generirajo vsakih 10 minut, to pomeni 80 bajtov krat 6 krat 24 krat 365, kar znese 4,2 megabajta na leto. Z računalniškimi sistemi, ki se v letu 2008 običajno prodajajo z 2 giga rama,
in predvidevanjem Moorovega zakona, ki napoveduje trenutno rast 1,2 giga na leto, shranjevanje ne bi smelo biti težava, tudi če bi bilo treba glave blokov hraniti v pomnilniku. Se pravi, Satoshi je predvidel, ker so vse transakcije beležijo skozi čas in ne brišejo, je želel rešiti problem prostora na disku. In kako je on predlagal, da rešimo to zadevo. Ko je transakcija dovoljkrat bila že potrjena, se pravi, je zakopana pod več bloki, jo je praktično nemogoče, da bi jo kdo spremenil, da bi kdo spremenil to zgodovino. Zato se lahko podrobnosti varno zavržejo, ne da bi to ogrozil dokazljivost. Satoshi tudi omenja, se pravi, zmogljivost računalnikov in pa prostor na disku, ki je že takrat predvidel, da ker takrat ni bil problem, tudi v prihodnosti ne bo, kljub temu, da bo količina podatkov se povečevala, ampak je razmišljal tako, da se bo hkrati povečevala tudi zmogljivost računalnikov in pa kapaciteta diskov. Tako da to zdaj ni problem. In to se je res uresničilo, ne? Ja. 8. Poenostavljeno preverjanje plačil. Plačila je mogoče preveriti brez poganjanja vozlišča celotnega omrežja. Uporabnik mora obdržati samo kopijo glav blokov najdaljše verige dokazov o delu. Dobijo lahko tako, da poizveduje po omrežnih vozliščih, dokler se ne prepriča, da ima najdaljšo verigo. Prav tako pa mora pridobiti Merklovo vejo, ki povezuje transakcijo z blokom, v katerem ima časovni žig. Uporabnik transakcije ne more preveriti sam, toda če jo poveže z mestom v verigi, lahko vidi, da jo omrežno vozlišče sprejelo. Kasneje dodani bloki pa to še dodatno potrdijo. Oglejte si diagram poteka na strani 5. Kot tako je preverjanje zanesljivo, dokler omrežje nadzirajo zaupanja vredna vozlišča, postane pa bolj ranljivo, če omrežje obvladuje napadalec. Medtem ko lahko omrežna vozlišča sama preverjajo transakcije, lahko poenostavljeno metodo preslepijo napadalčeve lažne transakcije, vse dokler ima ta prevlado nad omrežjem. Ena od strategij za zaščito pred tem bi bila sprejemanje opozoril iz omrežnih vozlišč, ko bi ta zaznala neveljaven blok. S tem bi pozvala programsko opremo uporabnika, da z namenom potrditve nedoslednosti prenese celoten blok in neveljavne transakcije, o katerih je bila opozorjena. Uporabniki, ki prejemajo pogosta plačila, bodo verjetno še vedno želeli poganjati svoja vozlišča za bolj neodvisno varovanje in hitrejšo verifikacijo. Torej, kako lahko preveriš Bitcoin transakcijo brez polnega vozlišča? Lahko preneseš samo glave blokov, se pravi po slovensko obrezano verigo blokov. Preveri se ta veriga glav blokov, ali se hashi pravilno nadaljujejo. Preveri se, ali ima veriga dovolj veliko težavnost, torej tisto veliko število nul pri rezultatih. To je varno, dokler se povezujemo na zaupanje vredno vozlišče, se pravi najbolj lastno. In Satoshi posebej priporoča, da bi mogla podjetja in osebe, ki pogosto prejemajo transakcije, uporabljati svoje lastno polno vozlišče, kjer je celotna zgodovina vseh transakcij. In to spet ne zahteva zaupanja v tretjo osebo. No, in to je, v bistvu se kar uresničuje, ne? Tisti, ki ogromno transakcij procesirajo, izvajajo, imajo svoje node, oziroma tudi tisti, ki želijo, ki ne zaupajo drugim, poganjajo svoje node. 9. Združevanje in delitev vrednosti. Čeprav bi bilo možno kovance obravnavati posamično, bi bilo nepraktično izvesti transakcijo za vsak nakazan delček posebej. Da bi se lahko vrednosti razdeljevale ali združevale, transakcije vsebujejo več vhodnih in izhodnih zapisov. Običajno se bo izvedel ali en sam vhodni zapis iz večje predhodne transakcije ali več vhodnih zapisov kot združitev manjših zneskov. Izhodna zapisa bosta največ 2, prvi za plačilo in drugi za vračilo morebitne razlike pošiljatelju. Oglejte si tabelo na strani 6. Potrebno je opozoriti, da problema največje obremenitve izhoda, ki nastane, ko je transakcija odvisna od več predhodnih transakcij, te pa še od mnogih drugih pred njimi, tukaj ni. Nikoli ni treba izvleči celotne kopije zgodovine transakcije. Spravo, Bitcoin transakcije
ne uporabljajo kovancev kot takih, se pravi, ki obstajajo kot posamezni predmeti. Namesto tega imaš različne koščke vrednosti, neporabljene, ki jih potem lahko združuješ ali pa v bistvu razdeliš. Tako kot v fizičnem svetu lahko združiš več kovancev, da plačaš nek znesek, je tudi v Bitcoinu tako. Se pravi, imaš uporabimo več vhodov, se pravi več Bitcoin transakcij, ko plačujemo, nek znesek, sestavimo skupaj, ki potem ustvarijo enega ali pa več izhodov. To pomeni, da ko prideš plačati na blagajno, na blagajničarki nek znesek, vržeš kovance in ona odšteje tisto, kar odšteje, nekaj ti jih pa ostane in gre nazaj v tvoj žep, tvojo denarnico. Drži. 10. Zasebnost. Tradicionalni bančni model dosega raven zasebnosti z omejevanjem dostopa do informacij na vpletene strani in zaupanja vredno tretjo osebo. Javna objava vseh transakcij to metodo odpravlja, ampak zasebnost je še vedno mogoče ohraniti s prekinitvijo pretoka informacij drugje, in sicer z ohranjanjem anonimnosti javnih ključev. Javnost lahko vidi, da nekdo nekomu pošilja znesek, vendar nima informacij, ki bi transakcijo povezovala z določeno osebo. To je podobno ravni informacij, ki jih objavljajo borze vrednostnih papirjev, kjer sta čas in velikost posameznih poslov trak javno objavljena, ni pa navedb, kdo so bile stranke. Poglejte shemo na strani 6. Kot dodatno varovalko je treba za vsako transakcijo uporabiti nov par ključev, da se prepreči povezava s skupnim lastnikom. Pri transakcijah z več vhodi so povezave še vedno neizogibne, saj te nujno razkrivajo, da so bili to vhodi istega lastnika. S tem obstaja tveganje, da zaradi povezave razkrijemo tudi druge transakcije, ki so mu pripadale, če pride do razkritja njegovega ključa. No, do razkritja ključa uporabnika največkrat pride tako, da oddamo svoje osebne podatke centralizirani menjalnici, si iz nje nakažemo bitcoine na svoj lasten naslov, naslov svoje denarnice in potem iz nje pošiljamo bitcoine nekomu drugemu. Kako lahko otežimo to pripenjanje svoje identitete na Bitcoin, je tako, da vsakič, ko prejmemo Bitcoin, uporabimo nov naslov, da ga nikoli ne uporabimo ponovno in pa recimo, da uporabimo omrežje Lightning ali kakšno drugo nivojsko omrežje v Bitcoinu. Zavedati se moramo, da so vse transakcije v Bitcoin blockchainu javne, da se vidi, kdaj je kdo poslal in koliko je nekdo poslal. Podjetja, ki se ukvarjajo z analitiko blockchaina in imajo dostop do centraliziranih zbirk podatkov menjalnic, pa včasih lahko zelo dobro pripnejo identiteto tem transakcijam. Kako pa deluje bančni sistem? Banke skrivajo informacije o transakcijah, vidijo jih samo pošiljatelj, prejemnik in pa seveda banka in ves ta gromozanski sistem bank. 11. Izračuni. Predstavljamo si scenarij, ko napadalec poskuša ustvariti nadomestno verigo hitreje od poštene. Če tudi to doseže, s tem sistem ne postane izpostavljen samovoljnim spremembam, kot je ustvarjanje vrednosti iz nič ali prirastitev denarja, ki mu nikoli ni pripadal. Vozlišča ne bodo sprejela neveljavne transakcije kot plačilo in poštena vozlišča nikdar ne bodo sprejela bloka, ki te vsebuje. Napadalec lahko edino poskuša spremeniti eno od lastnih transakcij, da vzame nazaj denar, ki ga je nedavno porabil. Tekmo med pošteno in napadalčevo verigo lahko prikažemo kot binomski naključni sprehod. Uspešen dogodek pomeni podaljšanje prve za en blok, s čimer ta poveča svojo prednost za +1, neuspešen pa podaljšanje verige za en blok, kar zmanjša razkorak za -1. Verjetnost, da napadalec nadoknadi dano zaostajanje, je primerljiva s problemom kockarjevega bankrota. Predpostavimo, da kockar z neomejenimi sredstvi začne v primanjkljaju in odigra neskončno število tekem, s čimer poskuša pokriti izgubo. Verjetnost, da bi mu to sploh kdaj uspelo, ali da bi napadalec sploh kdaj dohitel pošteno verigo, lahko izračunamo na sledeč način. Poglejte si formulo na strani 7. Ob predpostavki, da je
verjetnost, da pošteno vozlišče najde naslednji blok, večja od tega, da napadalec najde naslednji blok, se verjetnost eksponentno zmanjšuje, medtem ko se povečuje število blokov, ki jih mora napadalec nadoknaditi. Tako nima veliko možnosti in če se mu na začetku ne posreči skok naprej, te z naraščajočim zaostankom malo do ne izpuhtijo. Sedaj pa poglejmo, kako dolgo mora prejemnik nove transakcije čakati, preden je lahko dovolj prepričan, da je pošiljatelj ne more spremeniti. Predpostavimo, da je pošiljatelj napadalec, ki želi prejemnika začasno prepričati, da mu je plačal, potem ko preteče nekaj časa, pa plača samemu sebi. Prejemnik bo sicer opozorjen, ko se bo to zgodilo, ampak pošiljatelj upa, da bo takrat že prepozno. Prejemnik ustvari nov par ključev in malo pred podpisom da javni ključ pošiljatelju. To slednjemu prepreči, da bi z delom vnaprej pripravljal verigo, dokler se mu ne posreči pridobiti dovolj prednosti ter v tistem trenutku izvesti transakcijo. Ko je ta poslana, nepošteni pošiljatelj začne skrivaj delati na vzporedni verigi, ki vsebuje nadomestno različico njegove transakcije. Prejemnik počaka, da je transakcija dodana v blok in da je z blokov povezanih za njim. Natančnega napredka napadalca sicer ne pozna, ampak če predvidevamo, da je pri nastajanju blokov poštene verige ustvaritev vsakega med njim terjala pričakovan povprečen čas, bo napadalčev potencialni napredek Poissonova porazdelitev s predvideno vrednostjo. Poglejte si formulo na strani 7 in izračune na strani 8 in 9. Sprav Satoshi je želel pokazati, da napad na Bitcoin omrežje, kjer bi napadalec poskušal prepisati zgodovino in ukrasti kovance, praktično nemogoč. Zakaj? V bistvu nas vodi skozi to, da napadalec mora ustvariti svojo ponarejeno verigo blokov. Ta veriga blokov bi mogla postati daljša, se pravi, bi mogla biti več opravljenega dela od poštene verige, da bi jo pošteni igralci vzeli za svojo, da bi jo sprejelo. Pošteno omrežje pa ima ogromen več računske moči. Se pravi, napadalec bi moral uporabiti enormne količine energije in denarja, da bi mu to uspel. Matematične formule, ki jih lahko zasledite v white paperju, pokažejo, da verjetnost uspeha zanemarljiva. Z vsako dodatnim blokom, ki ga upravijo pošteni rudarji, ta verjetnost eksponentno pada. Torej, zmaga v tej tekmi je za napadalca skoraj nemogoče in to se je izkazalo tudi v tem, da do danes ni nikomur to uspelo. In nihče Drži. ne verjamem, da teh poskusov ni bilo, ampak enostavno niso uspeli. 12. Zaključek. Predlagali smo sistem za elektronske transakcije, pri katerem se ni treba zanašati na zaupanje. Začeli smo z običajnim okvirom kovancev, ustvarjenih iz digitalnih podpisov, ki zagotavlja močan nadzor nad lastništvom, a je nepopoln brez načina preprečevanja dvojne porabe. Kot rešitev smo predlagali omrežje enakovrednih partnerjev, ki uporablja dokaz o delu za beleženje javne zgodovine transakcij. To v računskem smislu za napadalca hitro postane nepraktično za spreminjanje, če poštena vozlišča nadzirajo večino procesorske moči. Omrežje je robustno v svoji nestrukturirani preprostosti. Vozlišča delujejo naenkrat z le malo usklajevanja. Ni jih treba identificirati, saj sporočila niso usmerjena na določeno mesto in jih je treba le dostaviti po najboljših močeh. Vozlišča lahko omrežje po želji zapustijo in se mu ponovno pridružijo. Pri tem sprejmejo veliko dokazov o delu kot dokaz, kaj se je zgodilo, ko v omrežju niso bila prisotna. Glasujejo svojo procesorsko močjo, pri čemer izražajo sprejemanje veljavnih blokov z vlaganjem dela v dodajanje novih blokov, neveljavne bloke pa zavračajo tako, da ne delajo na njih. S tem mehanizmom soglasja se lahko izvajajo vsa potrebna pravila in spodbude. Torej, zaključujemo s tem, da je Bitcoin elektronski denar, ki ga lahko pošiljamo brez banke, kjer nadzor temelji na energiji in matematiki,
kjer ljudje sami preverjamo pravila, ki ga ne moreš prirejati ali ponarejati, kjer ljudje glasujejo z računsko močjo in kjer nagrade motivirajo pošteno obnašanje. Gre za prvi denarni sistem, ki je decentraliziran, odprt za vse, odporen na cenzuro, predvidljiv, neodvisen od držav in institucij. Ločuje denar od države. Upava, da bo komu ta epizoda pomagala bolj razumeti pravila Bitcoina. Vedeti moramo, da se je do danes Bitcoin protokol še razširil, delno dopolnil, da se je olajšala uporaba, ampak osnoven konsenz ostaja nespremenjen. Ostanite na Coinu. Izberite Satoshije.